Po dolgih letih se v oddajo Športel vrača spet Škrtoc. Poglejte jih, vsi trije gostje so pod Škrtocem. In na to nagradno igro boste lahko danes prvič v letošnji sezoni spet odgovarjali vi, spoštovane gledalke in gledalci, na naši dve telefonski številki ob koncu oddaje. Oddaja, ki ima svojo težo, Športeli in dobrodošli. Danes začenjamo s črko M, ne kot Malelan, ampak kot trije Miliči. No, tukaj imamo danes z nami športni krožek Kras in vse nam bodo povedali, kaj se dogaja pri tem krožku, potem, ko so 2 leti nazaj slavili 50 let. Ne poroke, ampak Abrahama. No, z nami je direktorica, športna direktorica, dobro večer, Sonja Milič. Dobrodošla. Torej, samo namiznega tenisa, športna direktorica. Ja, samo namiznega tenisa. Vem, da balinanje te ne zanima. Ampak potem je z nami tudi, z nami je glavni, to se pravi predsednik Igor Milič. Dober večer. In z nami tudi igralka pri namiznem teniškem klubu Kras in odbornica Katja Milič. Dober večer. Dober večer. No, z vami bomo čez nekaj trenutkov spregovorili, kako in kaj pri Krasu in kako naprej v tem novem 50-letju. No, najprej pa si oglejmo prispevke zamejskega športa in sicer danes si bomo gledali, kako so igrali Brežani, govorimo o nogometu, in premagali nasprotnike 4-0. Žal Vesna tekme ni odigrala, ker je bilo pač igrišče tako zelo namočeno. Košarka, državna C liga, Jadranovci so tokrat spet doma premagali nasprotnike in prej ali slej jih moramo povabiti v studio, da jih vprašamo, kako da jim gre tako dobro. Na koncu pa še namizni tenis. Tokrat si bomo ogledali B-ligaško tekmo Krasa. Prosim, režija. Breg je po sramežljivem prvem polčasu povsem nadigral Muljo s 4-0. V običajnih modrih dresih so Brežani prevzeli pobudo v prvem delu polčasa, ko je v 21. minuti Marturano zadev, a je sodnik razveljavil gol zaradi njegovega dotika z roko. Nato so se Milčani opogumili in po kazenskem strelu v 39. minuti celo zadeli prečko. Gostje so dobro začeli tudi po povratku iz slačilnice, ko je tokrat odličnega Darisa poskusil premagati Zdravko Savič. V napadu so Brežani zdejali kar številne nevarne akcije. Končno pa so nasprotnikovo mrežo zatresli v 12. minuti z Nigrisom, ki je izkoristil odbito žogo. Vodstvo so povišali še z Martinijem v 24. minuti drugega polčasa, ki je še drugi zadetek dosegel v 39. minuti po lepi kombinaciji z Nigrisom. Končni 4-0 pa je v sodnikovem podaljšku postavil prav Nigris, potem ko je uspešno preigral nasprotnikovo obrambo. Se mogoče ta pauza 2 krogov poznala v vaši ekipi? Mislim, da danes smo res igrali dobro, vsaj drugi polčas. Prvi polčas so tudi oni nas dobro držali. In mislim, da ta 2 tedna počitka niso vplivali, ker smo vedno resno trenirali. In res sem vesel za zmago in tudi da sem dosegel 2 zadetka. Za Muljo že drugo sezono nastopa Zdravko Savič, ki je tako ocenil poraz Milčanov. Mi smo vsi skoraj na istem nivelu. Zmaga oziroma na koncu je prvi tisti, ki uspe zadržati kontinuiteto dobrih iger. Razlike so male v kvaliteti, tako da fantje delo očitno dobro, grejo iz tekme v tekmo in rezultat potem ne zaostane. Brežane zmaga uvršča spet na vrh lestvice. Zmago in dosedanjo ceno letošnje sezone nam je podal načelnik nogometne sekcije Giuliano Prašelj. Fanti res trenirajo odlično, so res ena dobra klapa in mislim, to je sad dela od trenerja, ki že 2 leta trdno dela skupaj z igralci. In tudi rezultati potem ne zaostajajo. Brežane pa že takoj čaka nov nastop, saj bodo v sredo v zaostalem srečanju v Gradežu spet zasledovali zmago. Uspešni odstotek metov za 3 točke je proti ekipi Dragons iz Firenc nagradil Jadran za zasluženo zmago. Solidna conska obramba toskanske ekipe v neposredni bližini koša je v prvem polčasu prisilila Jadranovce na tvegano, vendar uspešno igro metov iz razdalje. V celotnem srečanju so tako zbrali kar 15 trojk na 24 poskusov. V drugem polčasu pa so bili prodori v nasprotnikovo barvano polje pogostnejši.
V teh pa je bil z 12 točkami uspešen De Petris. Dragonsi niso nikoli predstavljali resnejšo oviro pred Jadranovo zmago, razen v drugi četrtini, ko so se jim približali na 6 točk. Ob zadnjem zvoku sirene je končni 80-65 prikazal povsem realno razmerje sil na parketu. Andreja Mura je za naš mikrofon tako dejal po srečanju. Smo bili pripravljeni, ker smo znali, da oni bodo igrali veliko cone. Tako v prvem polčasu smo dobro in tudi veliko metali z razdalje. Potem, kadar oni so šli, se igrali moža v obrambi, smo izkoristili naše prednosti v 1-1, tako da čeprav smo naredili preveč napak za tisto, ki so naše želje, smo dobili to tekmo zelo važno. Trener je tokrat ob posameznih 22 točkah Boruta Bana zadovoljno gledal na nastop veterana Petra Franka, ki je zbral 10 skokov in zadel 11 točk. Spremenilo se je ritem treninga, angažiranost na treningih, dodali smo še en trening, tako da od januarja sem treniramo 4-krat. Dobro smo trenirali tudi med prazniki, mislim, smo bili na dopustu tiste 4 dni za novo leto in tako da se obrestuje, ne? Se obrestuje. V pričakovanju naslednjega kroga in nastopa v gosteh proti zadnji uvrščenemu Koneljanu 6. zaporedna zmaga postavlja Jadran v sam vrh državne C-lige in mu dokončno odpira možnosti po končni osvojitvi prvega mesta. Sonja Doljak, Sonja Milić in Damjana Sedmak so v rdeče-belih dresih premagale Duomo Folgore 4-0. Z enakim rezultatom so premagale tudi Džemono, za katero je igrala Slovenka Lara Posega, in tudi Sarmeolo. Sonja Milić je igralka, tehnični vodja in pomožna trenerka začetnikov. Naš cilj trenutno je rešiti se izpada, kajti nahajamo se nekje proti repu lestvice žal in bomo skušali na vsak način se pobrati in ostati v tej ligi. Imate pa dobre možnosti za to? Imamo dobre možnosti tudi zaradi tega, ker smo homogena ekipa. Nas igra kar precej, danes sicer smo same veteranke v ekipi, tudi zaradi tega, ker ostale, posebno mlajše, igrajo v drugih ligah. Igralke A2 lige so bile ta konec tedna angažirane v Sieni. Prvo tekmo proti Alto Sebino so danes izgubile 4-1, drugo tekmo proti Sieni pa zmagale 4-1. Naša najboljša ekipa v A2 ligi pa seveda štarta za to, da ohrani nekje vrh lestvice. Trenutno se nahaja na prvem mestu skupaj z Alfieri di Romagna. Mislim, da skoraj gotovo ne more jim uiti torej boj za napredovanje v A1 ligo. Ta tekma pa se bo odigrala aprila meseca v Terniju. Najboljša moška postava, ki igra v C2 ligi, je včeraj izgubila s 5-2. Mlade krasovke pa so bile angažirane v Črvinjanu. Prvenstvo se je začelo meseca oktobra, zaključilo se bo aprila, letos nekaj tednov prej, zaradi državnega prvenstva. No, Sonja Milić, dober večer. Prej si bila tam na malem monitorju, zdaj si tukaj z nami v živo, pa vendar me je zanimalo, ta B-liga je nek revival tistih državnih prvakinj, ki ste bile takrat. Torej, včeraj se je pač zgodilo to, da smo same veteranke nastopale v B-ligi. Kot sem že povedala prej, ekipa ni sestavljena samo iz veterank, vendar zato, da se nekje vključimo in rešimo izpada iz B-lige, pa smo bile med navednicami prisiljene nastopati v tej postavi. Je tudi tukaj nekako B-liga za vse tiste mlade, ki se urijo potem za nastop v višjih ligah? Torej, mlajše imamo sicer v nižjih ligah, razen par elementov, ki nastopijo tudi v B-ligi, drugače pa so v C-ligi, kakor tudi v D3 ligi, so pa res najmlajši. Pred 2 letoma 50-letnica je bil višek vašega slavja, vašega društva, pa vendarle zdaj morate še precej resno načrtovati zadeve za naprej, predsednik Igor, zato, da boste še kaj uspeli pri športnem krožku Kras. Prej si mi povedal, da ni tako lahko, kot bi lahko zgledalo. Ja, mislim, da človek in tudi društvo kot tako, organizacija kot taka pri 50 letih postane zrel, ne? Zato pa s to zrelostjo mora nadaljevati.
Mislim, da mi tudi letos imamo prvi volilni občni zbor oziroma drugi volilni občni zbor po tej 50-letnici in smo že nekje priskušali napraviti eno skupinico, ki naj bi počasi se začela bolj vztrajno in angažirano udejstvovati tudi v odborniškem poslu, zato ker dobro vemo, da tisti, ki smo pri društvu že toliko let, bomo še nekaj časa lahko, ampak moramo ustvariti absolutno kot podjetju, kot družini, moramo ustvariti nov kader, da bo peljal to društvo naprej. Upam, da s takimi rezultati, kot smo mi jih dosegali, je pa zadeva veliko bolj komplicirana, kot to zgleda. No, vedno so nas krasovke predstavljale v najvišji ligi A1, potem zdaj v A2 ligi, pa vendarle to pomeni še vedno nek rezultat društva. Čeprav nimajo pomoči tujk, tudi z domačimi silami uspejo peljati naprej to zadevo. V A2 ligi, kako se razvijajo stvari? Zdaj ste praktično padle v končnico prvenstva, Katja, ampak kako bi ocenila to prvenstvo, ki ste ga odigrali do tega trenutka? Torej, včeraj smo prišli z gostovanja v Sieni, ker smo eno tekmo zmagali, drugo zgubili. Torej smo na sredini lestvice oziroma tretje. Bi lahko ocenila na splošno, da smo še kar dobro odigrali, ampak žal, mislim, po eni strani nam to paše, da imamo samo 3 ali 4 izhode, iz finančnega vidika in tudi iz organizacijskega vidika, to je seveda lažje, tudi osebno zame in za kolegico Martino, ker imava otroke. Po drugi strani pa se je težko motivirati vsak dan na treningu, oziroma ko treniramo, da se pripraviš na določena tekmovanja. Sedaj nas čaka še play-off, torej v začetku aprila in se bomo čim boljše pripravili na to pomembno srečanje. Imaš že kakšno vizijo na to končnico prvenstva? To se pravi, ekipe jih kolikor toliko poznaš, ne? Ja, Ni da od danes ti igraš na mizni tenis, tako da imaš precej poznanstva, kar se tiče v tem krogu. Že kar nekaj časa igram, ampak je težko kaj napovedati, ker bomo odigrali v prvi skupini, bomo potem prvouvrščena iz druge skupine in drugouvrščena iz tretje skupine in torej žreb bo znan čez nekaj časa. Potem je tako odvisno tudi od forme, ker je težko načrtovati formo, sicer mi se bomo potrudili čim boljše. Bi bilo treba več igrati in nastopati, recimo tudi na kakšnem turnirju pred temi srečanji? Ja, gotovo smo se organizirali tudi s prijateljskimi tekmami. Turnirje obiskujemo malo manj, ker so tudi zelo daleč in torej samo bližje turnirje. V bistvu nam manjkajo malo tekme, tako. Vsekakor tudi iz organizacijskega vidika se skušamo organizirati tudi z drugimi klubi, da se srečujemo, da treniramo skupaj oziroma da odigramo kakšno tekmo tudi izven prvenstva. Ta formula je bila izbrana kot pametna formula, po tvojem mnenju, Sonja, ali bi bilo bolje, da bi večkrat, bomo rekli, mesečno nastopale v tem prvenstvu? Zagotovo bi bilo zaželjeno, da bi večkrat nastopali, ker te prekinitve so izredno negativno vplivajo na formo, na planiranje sploh tekmovanj. Tudi z tega vidika, da nimamo več toliko finančnih sredstev, si ne moremo privoščiti, da hodimo na turnirje z boljšimi igralci in igralkami. Izberemo pač tiste, ki so bližje in vse te prekinitve zelo negativno vplivajo na obdržanje tistega statusa športnika, ki lahko pripomore k temu, da rečeš, je eno prvenstvo. Bodi si z vidika tekmovalnosti, kakor tudi z vidika biti prisotni na terenu. No, zgleda, da se vi učite tudi radi drugih jezikov. Imeli ste nekaj let kitajske trenerje, oziroma ste se naučili kitajščine, zdaj pa se učite slovaščine, to se pravi, da je nekaj novega spet v vašem društvu. Ja, imamo novega slovaškega trenerja, Dušana Mihalko. V našo sredo sicer je prišel
ker jo je dobro poznal. Njega smo večkrat povabili z ekipo na Kraški pokal, torej nam ni bila oseba neznana, smo vedeli, koga imamo, koga povabimo v našo sredo. Sicer pa nismo vedeli, da je tako priljubljena oseba. Zelo dobro se je vključil, predvsem z mlajšimi igralci in igralkami. Je taka sončna oseba, bom rekla, ki se rad nasmeje in je zelo pozitivno naravnan. Torej, končno trener, ki zna motivirati pozitivno ekipo. Z mladimi zagotovo, z starejšimi tudi in se je izkazalo prav na treningih, ki so dobro obiskani. Čeprav moram reči, da pogrešamo še vedno pa večjo angažiranost s strani mlajših tekmovalcev. Je težko ustvariti v lastnem prostoru domače trenerje na takem nivoju? Mislim, da je možno. Mi, moram reči to, mi bi lahko imeli tudi našega trenerja, če se obrnem samo na mojo desno, ker ni. Sonja Milič je tukaj prisotna in bi lahko tudi ona trenirala. Ampak jaz rečem, mi moramo dobiti nove sile, nove obraze, zato da tudi pritegnemo, da privabimo, oziroma vsaj skušamo privabiti, ker danes vemo, koliko problemov imamo, da pride nov priliv igralcev. Mi se matramo na vse kriplje in z osnovno šolo in z srednjo šolo, z organizacijo raznih turnirjev in tako naprej. Ampak namizni tenis ima eno specifiko. Moraš biti zelo vztrajen. In to je dokazali naše igralke, ki smo jih videli prav prej na zaslonih. So veteranke, ampak se jim namizni tenis dopada, uživajo pri igri namiznega tenisa. In še zmeraj. To mora biti tudi sporočilo za mlade. To mora biti sporočilo za mlade. Ne moreš igrati kar naenkrat in dosegati rezultate. Ne. Namizni tenis, ne bom jaz učil tiste pri namiznem tenisu, ker ga ne vem igrati in ga ne poznam, ampak jaz pravim tole, namizni tenis ga moraš ljubiti in potem ga lahko tudi ti igraš. Katja, jaz sem hotel reči to, če slišimo, kako je zadeva v tem trenutku, pa povej mi, koliko je realno zanimanje za namizni tenis pri športnem krožku Kras. To se pravi, prihajajo mladi ali ne? Kot sta povedali že prej, je težko privabiti. Veliko otrok, jaz tudi poučujem v šoli in torej vsi so navdušeni nad namiznim tenisom, ampak potem težko zberejo to panogo. Mogoče, ker je individualen šport, ampak ni le individualen šport, moraš biti dveh, da treniraš. To se pravi, da ni slučajno, da ste zdaj 3 Miliči tukaj. Ne, mislim. Slučajno. Zdaj nismo prav, mislim. Je veliko Miličev pri društvu. To je. Ja, z Goniške občine, pa nasploh ne. Tako bi lahko rekla, da je tako še kar poseben šport, mogoče bi lahko bil primerljiv s tenisom, ker je individualen, ampak ne moraš kar se odločiti in tečeš ali pa greš smučati sam. Moraš imeti vedno nekoga, partnerja, da s tabo igra in različne tipe. Ker tudi potem se srečaš z različnimi tipi igralcev. In torej ni enostavno in predno dosežeš rezultate, mogoče moraš trenirati tudi 10 let. Predno prideš do kakšnega majhnega rezultata. In torej veliko jih že prej opusti. Ja, tako. Dobro, zdaj pa poglejmo našega Andreja Marušiča. Je pripravil poseben prispevek. Vedno govori o namiznem tenisu oziroma ping-pongu, ampak kako? Prosim, režija. No, Sonja, katera je najboljša vrlina ping-pongašev? Torej, zagotovo hitrost reakcije, hitrost nasploh, občutek za žogo, kot jo imajo recimo košarkaši pri metu na koš, ki ga dosežeš praktično v zapestju. Razne rotacije so včasih nerazumljive in tako dalje, ampak moraš taktično razmišljati. Kaj pa bi se lahko zgodilo, če nogometašu zamenjamo žogo in damo ping-pong žogico pri izvajanju prostih strelov in košarkarju prav tako pri izvajanju prostih metov?
Mogoče, ampak brez zamere, mogoče košarkaš, ker prav prej sem povedala, da imaš več občutek v zapestju za žogico. Problem pri nogometu je zagotovo zračni upor. Žogica je izredno lahka in torej v vrata gre na drugačen način. No dobro, pa poskusva. 2 prostovoljca že imam. To sta 2 naša mlada aduta. Košarkarski ugled bo v preizkušnji z namiznoteniško žogico branil trenutno najboljši Jadranov igralec Borut Ban. Z njim pa bo žogico brcal Bregov napadalec Jar Martini, ki je letos že zbral 17 golov v prvenstvu. Pravila igre so sledeča. Oba bosta iz 5-metrske razdalje poskušala zadeti koš oziroma gol. Ob Martinijevem streljanju bo vrata branil Borut Ban. Na razpolago bosta oba talenta imela kar 10 žogic. Vprašanje, kdo bo boljši med predstavnikoma 2 športov, smo postavili tudi gledalcem sobotnih nogometnih in košarkarskih nastopov, ki so tako odgovarjali. Nogometaš. Košarkar. No je košarkar verjetno. Košarkar bi rekel po svoje, ker ima rabje roke tudi pri košarki. Zame košarkar. Ob koncu je Ban nanizal le 3 proste mete. Bo Martini izboljšal Banov nizek odstotek pri metu? Mislim nogomet. Prepričan sem, da bi v eni taki tekmi košarkarji zmagali. Verjetno košarkar, ker je bolj navajen delati z rokami. Ni rečeno. Tudi Jar ni bil ravno uspešen, zbral je tudi on 3 gole na 10 poskusov. Kaj pa dvoboj praven na miznoteniškem poskusu? Po izredno hitrem in napetem boju je prvi dosegel 11. točko Borut Ban. Tokrat so se napovedi uresničile. Zmagal je košarkar. Ja, na večerni tekmi pa Sonja je recimo ta tvoja šola pomagala Borutu Banu pri košarki, ne? Ker jih je dal 22 točk. Kar 22 točk, ja. Predsednik Igor, kako zdaj planirati praktično za naprej drugih 50 let to društvo, da boste res privabili nekaj več mladine v vaš krog? Ja, nimamo kaj, mi moramo stopiti do mladih, ampak tudi mi lahko stopimo do mladih in rečemo, da jim se malo angažirati, morajo pa oni biti tisti v prvi osebi, ki bojo potem prišli, zagrabili in sodelovali. Je lepo reči, ja, bi bil raje v širšem odboru, ampak društvo rabi tisti, ki pride na sejo, ki je tam, ki skrbi za urehtati prostovoljne prispevke, za vse dokumentacijo, ki je treba pripraviti za deželo, za občino, lahko bi tukaj naštevali še in še. Mislim, da upam, da imamo v naši sredi tudi take ljudi in sem prepričan, da Kras ne bo ostal brez glavnega vodstva, tako kot in ni ostal prejšnjih 50 let. No, kaj pa postoriti pa pri ekipah? To se pravi, imaš nekaj mladih zdaj v ozadju, katere pripravljate na bodočnost? Zadovoljna bi bila, ko bi imeli več. Jaz sem v vseh teh letih ugotovila, da se obrestuje samo v trenutku, ko dosežeš, da sodeluješ s šolami in potem, ko organiziraš razne turnirje in imajo določeni osnovnošolci ali osnovnošolke tudi rezultate, potem radi pristopijo zraven. Vendar poleg vsega tega morajo biti pa starši pripravljeni in razumeti, da to je tudi en šport, ne pa kar tako eno razvedrilo, ki je z lahkoto lahko izvajaš. Katja, ti si mlada mamica, bodo tvoji igrali ping-pong? Ne vem, bosta, kar jima je všeč, vsekakor sta v društvu, hodita na otroško telovadbo, sta se vključila v društvo. Včasih jo peljem na trening, ko nimam varstva, sedaj pa počasi enkrat tedensko
Tristan, starejši, ki ima 5 let, je star 5 let, je začel. Tako da do zdaj je dal 3 forehande. Ja. Bosta pa sama izbrala. Jaz jo ne bom silila, ne? Če ima bo všeč, v redu. Pomembno je po mojem, da se bavita s športom. Igor, pri vašem društvu pa imate vsekakor možnost še drugih športov in tudi rekreacije za, bomo rekli, starejše osebe. Mi imamo v našem društvu že leta in rekreacijo za starejše babice, nonote, imamo balinersko sekcijo, imamo pa, kot je bilo rečeno prej, tudi otroško telovadbo, katero smo začeli že 20 let od tega in to je naš plus balinerski odsek, ki tudi v redu deluje. Dobro, zaenkrat se ostavimo tukaj, zdaj mi boste pomagali, upam. Zdaj pa ste na vrsti vi, spoštovane gledalke in gledalci. Pokažimo takoj naše telefonske številke in seveda čez nekaj trenutkov boste ugibali za nagradno igro. In za nagradno igro, ko govorimo o nagradni igri, govorimo o optiki Sentina, ki daje možnost seveda vam, da dobite danes bon v vrednosti 20 €, če boste pravilno odgovorili na naše vprašanje, ki je sicer vezano na naš škrtoc. Tukaj vidite 2 številki. Jaz bi prosil naše goste, da se malo pomešajo med seboj. Ne kar držite gor v škrtoc. Evo, zdaj bo malo nerodno na začetku, ker je danes komaj preizkus. No, malo se pomešamo. Zdaj kamera spet meni, prosim. In zdaj boste vi nam povedali, spoštovane gledalke in gledalci, za tale bon 20 € vas čaka za optiko Sentina. No, mi boste povedali, pod katerim škrtocem v tem trenutku je Sonja Milič. Ta prvi škrtoc z vaše desne in drugi škrtoc in tretji škrtoc. Kje se nahaja v tem trenutku Sonja Milič? Kot sem rekel, škrtoce smo malo pomešali. Vi pa lahko takoj pokličete na 2 telefonski številki. Prva seveda za tiste, ki kličete iz Slovenije, druga pa, če slučajno bo klical tudi kdo iz zamejstva. No, imate na razpolago približno 2 minuti, da pravilno odgovorite. Torej, pod našim škrtocem imamo še vedno vse 3 goste, ki slišijo na priimek Milič, pa vendarle tu imamo 2 ženski, enega moškega. Kot sem prej rekel, imamo Igorja, imamo Sonjo, imamo Katjo. Zdaj nas zanima, pod katerim škrtocem, potem ko so se naše gostje pomešali med seboj, je v tem trenutku Sonja Milič. Ali tisti škrtoc na vaši desni strani, ali škrtoc v sredini, ali škrtoc na levi strani. Ne vem, če bo kdo poklical. Imamo telefon. Halo, dober dan. Gospod Igor Malelan, Janko iz Sežane. Odkot? Iz Sežane, Janko. Janko, dober dan in dobrodošel. Kako je z vami? Ja. Ja, boste ugibal? Bom ugibal, ni problem. No, poskusimo torej. Torej, ali je, vi gledate zdaj televizijo, Sonja Milič na levi, v sredini ali na desni? Mislim, da je v sredini. Sonja Milič naj bi bila v sredini. Zdaj bom jaz šel za škrtoc, tako da bom malo pomagal. Se premaknem, da vidimo v sredini, kdo se nahaja. Prosil bom režiserja, da malo pokažete škrtoc. Jaz ga bom počasi dvignil in poglejmo, kdo je pod tem škrtocem. In res je, bravo, Sonja Milič, odlično. Čestitamo. Vi dobite bon v vrednosti 20 €, ki ga boste uporabili v optiki Sentina. Ja, če bom šel dol na obalo, ne? Ko boste šel, imate 6 mesecev časa od takrat, ko boste dobil bon v roke. Ja, najlepša hvala. Ja, hvala vam, da ste poklicali in da ste takoj... ime. Prosim? Ja, pustite v režiji vaše ime in priimek. Ja, hvala lepa. Ja, življenje. Hvala, nasvidenje. Spoštovane gledalke in gledalci, s tem smo tudi zaključili. Meni ne prostane drugega, da si dam škrtoc na glavo in vam samo to povem, da lahko nas pogledate danes večer spet na slosport.org in Primorski dnevnik. V ponedeljek pa sta tukaj z nami Jaš Farneti in Simon Sivic z Košuta, naša 2 najboljša jadralca. Nasvidenje.